Danes v Pomurskem dnevniku. Kriza bencinskih črpalk. Pomoč kmetijstvu. Vrh gospodarstva. Kandidatura Slavinca. Vreme, jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Manjše bencinske črpalke so se zaradi regulacije cen energentov znašle v krizi. Nekaterim primanjkuje goriva in so črpalke zaprli, drugi prodajajo le še iz preostalih rezerv. Težava so tudi visoke nabavne cene. Na celotno dogajanje se je odzval tudi minister Počivalšek. Vsem dobro poznana Panvita je bila v dveh svojih kmetijskih centrih prisiljena zapreti svoje bencinske črpalke. Kot da smo mi sedaj ostali brez zalog, ker dobavitelji nam po teh cenah, da bi jih mi lahko po kontroliranih cenah naprej prodajali, ne dobavljajo več goriva, da pa bi zavestno delali minus pri prodaji goriv, pa si ne upamo oziroma si nobene ne more to privoščiti. Mariborska bencinska črpalka Diskont Oil pa od prejšnjega tedna posluje z izgubo, saj jim zaslužek onemogoča regulacija cen goriv. Je poslovanje z novimi odredbami nemogoče, saj poslujemo z izgubo. Dobava goriva nažalost je nemogoča. Dobava goriva je po cenah, katere nam niso sprejemljive in katere nam povzročajo poslovanje z izgubo. Tako prazne pa so bencinske črpalke Maksen. Iz Mercatorja, ki je lastnik teh, so nam le pisno sporočili, da je točenje goriva pri njih trenutno moteno. Kot je Mercator v pisnem odgovoru še izpostavil, je dobava goriva trenutno normalna. Težava je v tem, da je nabavna cena enaka maloprodajnim. Trenutno izvajajo inventuro, poslovanje naj bi se nadaljevalo v prihodnjem tednu. Kljub temu, da država ima blagovne rezerve, za katere so plačevali tudi manjši ponudniki pogonskih goriv, tega ti ne občutijo. Pričakovali smo, da bomo gorivo oziroma da bomo lahko dobili gorivo iz teh rezerv, da bomo ga lahko prodajali, da bomo lahko nemoteno poslovali, da se stranke ne bodo rabile obračati ter iskati alternativnih ponudnikov goriva. Država pa je očitno pri določitvi najvišje možne cene pogonskih goriv pozabila na lastnike malih črpalk. Država bi morala pač upoštevati to, da bi se, če že se regulira, da se potem vsi deležniki, ki smo v maloprodaji, bi se potem enako tretirali. Minister za gospodarski razvoj je tako danes izpostavil, da je vlada z začasnimi ukrepi že delno naredila svoje. Ukolikor se razmere v 30 dneh ne bodo umirile, bodo pomagali tudi trgovcem. Razlog za težave, ki ga imajo nekateri manjši trgovci, ni v pomanjkanju naftnih derivatov na trgu, pač pa je to predmet poslovnega odnosa med večjimi dobavitelji in pa manjšimi trgovci. Dobavne vire si vsak trgovec ureja sam. Kot še izpostavlja Počivalšek, so pogoji, način plačila in cene zapisani v pogodbah med dobavitelji in trgovci, zato ministrstvo ni pristojno za poseganje v te odnose. Nastalo škodo. Država zaenkrat ni dala nobenih odgovorov, kdo bo to poravnal oziroma kdo bo to pokrival. Tako da res ne vem, kam bo se ta situacija odvila ter kako bomo to lahko nadaljevali. Lastniki malih bencinskih črpalk, ki še vztrajajo, namreč z vsakim prodanim litrom goriva pridelajo izgubo. Podražitve tako pogonskih goriv kot gnojil so vplivale tudi na kmetijstvo. Država je sicer sprejela nekaj ukrepov za pomoč, pa vendar spet ne za vse. Večja podjetja, kot je Panvita, tako niso deležne te pomoči. Pa si poglejmo. Država je za pomoč kmetom že sprejela določene ukrepe. Pri tem kmetje in kmetijska podjetja opozarjajo na razlike, ki so jih storili. Tako da smo podjetja, ki imamo oziroma obdelujemo več kot 100 hektarjev kmetijskih obdelovalnih površin, spet prikrajšana. Se pravi, pomoč smo deležni do 100 hektarjev, nad 100 hektarjev ne. Proizvajalci, ki proizvedajo več hrane za trg, dobijo le nekje 3% državne pomoči. Pomembna za Slovenijo pa je tudi samooskrba. Mi bi si želeli zdaj v teh razmerah, ki so na trgih z žiti, na trgih z gnojili, gorivi in tako naprej, da se pač nekako kmetijstvo jemlje kot prioritetna dejavnost, saj na ta način zagotavljamo samooskrbo v slovenskem prostoru. Kot pravi Virak, bi se država pri Evropski uniji morala izpogajati, da se določene administrativne ovire odstranijo. Ena od takih ovir je trajno travinje, kjer je približno 20 tisoč hektarjev površin v slovenskem prostoru,
če bi jih vsaj polovico lahko preorali in dali na njih rastlinsko proizvodnjo, pšenico, oljnice ali koruzo ali kakorkoli, bi to pomenilo seveda spet povečanje samooskrbe z rastlinsko proizvodnjo v slovenskem prostoru za slovenskega potrošnika. Težava pa je tudi v obvezni prahi. Želijo si, da bi se tako imenovane PEP površine lahko opustile in bi se tam v prihodnje dale pridelati normalne kulture. Na vrhu slovenskega gospodarstva so se na včerajšnjem dogodku na Brdu pri Kranju posvetili horizontom prihodnosti. Najpomembnejše cilje in ukrepe so gospodarstveniki zapisali v dokumentu Horizonti s cilji in konkretnimi ukrepi. Na Gospodarski zbornici Slovenije so se skupaj 130 vodilnimi predstavniki slovenskih podjetij sestali na Brdu pri Kranju s ciljem tlakovanja nadaljnjega razvoja gospodarstva. Ne gre le za razvoj, gre za preboj, ki ga nujno potrebujemo. Zato smo zarisali jasne področne cilje in drzno tako imenovano veliko sliko. Na ključne izzive smo odgovorili z naborom predlogov konkretnih ukrepov. Vemo, kaj je treba spremeniti in znamo kvantificirati kazalnike prihodnjega uspeha. Skupnimi močmi so pripravili dokument Horizonti prihodnosti s cilji in konkretnimi ukrepi za nadaljnji razvoj gospodarstva v Sloveniji. Horizonti prihodnosti so strateški dokument, ki predstavlja apel odločevalcem, kaj si ne le želi, temveč kaj potrebuje in rečemo enkrat temu tudi zahteva slovensko gospodarstvo. V omenjenem dokumentu, ki je bil v nastanku od lanskega leta, so predstavili 3 osrednje izzive. Stavimo na zeleni prehod, digitalizacijo in avtomatizacijo, e-mobilnost in še kaj bi lahko našteval, vendar le tehnološki napredek gospodarstva ohranja našo konkurenčnost. Zato smo med ključne pogoje razvojnega preboja uvrstili izobraževanje kadrov, višja vlaganja v raziskave in razvoj nad 3% družbenega proizvoda, stabilne vire financiranja in tesnejši socialni dialog. Po besedah Tiborja Šimunke pa gospodarstveniki verjamejo v svetlo prihodnost slovenskega gospodarstva, optimizem pa bi lahko upravičili le z uspešno uresničenimi cilji navedenimi v dokumentu. S tem bi naši horizonti prihodnosti ostali svetli, Slovenijo pa bi uvrstili med najbolj konkurenčna gospodarstva. Predsednik vlade Janez Janša ter podpredsednika Zdravko Počivalšek in Matej Tonin so predstavili izvedene projekte v slovenskih občinah v mandatu vlade Republike Slovenije med letoma 2020 in 2022. Kaj je vlada že potrdila za izvedbo in kateri projekti bodo izvedeni v prihodnje? Pa si poglejmo. Trenutna vlada je odgovornost za izvršilno oblast v Sloveniji prevzela točno dan po tem, ko je bila razglašena epidemija. Kljub temu razvoj ni zastal. Ta čas korone, ki je bil izziv za vse, ne samo za Slovenijo, tudi za svetovne druge države, je Slovenija izkoristila odlično. Vse evropske fonde, ki so nam bili na razpolago, jih maksimalno črpamo. Prav tako smo pa domači proračun koristno uporabljali. Z vsemi temi javnimi investicijami smo bistveno prispevali k temu. Ob tem je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo še izpostavil. Ponovno se je dokazalo, da je strategija, da vlagamo v ljudi in pa v podjetja pravilna in da smo kljub pretresom gospodarstvu zaradi pandemije iz te krize išli kot zmagovalci. Vlada je tako v času epidemije pomagala vsem panogam s sprejemanjem ukrepov. Z namenom omilitve posledic pandemije smo sprejeli 10 protikoronskih paketov, poznate to, gospodarstvu namenili 2,3 milijarde evrov, od tega 1 milijardo turizmu. Slovenija je sestavljena iz 212 občin. Vsi projekti, ki se že izvajajo, so potrjeni ali načrtovani, pa so razporejeni po celotni državi. Na tem virtualnem zemljevidu najdete na stotine projektov. Če k tem, ki so našteti, dodamo še nekatere, ki jih še vnašamo in so v veliki meri kombinacija med investiranjem integralnih sredstev iz proračuna, sredstev iz različnih evropskih fondov in občinskih proračunov, potem lahko govorimo o nekaj tisoč razvojnih projektih, ki v tem času
potekajo v Sloveniji ali pa bodo potekali, glede na to, da so sredstva zagotovljena. Vsi projekti, ki so na seznamu, pa so nekaj največjega v smislu investicijskega zagona države od samega začetka ustanovitve. Slovenija gradi in bo gradila vrtce, šole, športne dvorane, domove za starejše, bolnišnice, negovalne bolnišnice, zdravstvene domove, ceste, obvoznice, kolesarske steze, vodovodna in kanalizacijska omrežja. V vse te projekte pa je vključena tudi gradnja energetskih objektov, sanacija javnih stavb ter protipoplavni objekti. Svojo kandidaturo za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije je najavil tudi Mitja Slavinec. Kot je izpostavil, se skozi profesionalno kot tudi politično kariero zavzema za enakomeren regionalni razvoj. Zakaj nemamo univerze v Prekmurju? Slovenija je zadosta velika za 2 popolni univerzi, milijon ljudi na eno univerzo. Popolna je pa seveda v tom momentu mariborska pa ljubljanska. Popolni ide tudi recimo filozofska, medicinska in še kakšna ta univerzitetno-tvorna fakulteta. Kaj pa ne pomeni, kaj ne so druge visokošolske pobude več kot dobrodošle. In morajo pa biti, zato ker tam se pa ne mrež z osnovno znanostjo ukvarjati, morajo pa biti povezane z lokalnim gospodarstvom. Novo mesto je imelo tudi veliko srečo in prednost pred nami, ki ima gospodarske gigante. In vse tiste fakultete so povezane z lokalnim gospodarstvom in družbo kot takšno. V Prekmurju, da smo probali to tako napraviti, so nam te gigante ne bili najbolje uspešni, kar pa ne pomeni, da v tom momentu nemamo dobrih gospodarskih firm, ker nemamo tistega zaledja, na osnovi katerega bi lahko začeli z eno dobro fakulteto, ker pa mora biti usmerjena v svet, v širko, ne samo za domače ljudi, ki pridejo ljudski se k nam in povezana s tem, kam imamo. Dijaška in študentska organizacija pozivata k izvedbi razpisa za štipendije ukrajinskim dijakom in študentom. Več o tem in druge zanimive novice pa najdete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 16 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko in v Lendavi namerili 17, v Murski Soboti 14, v Radencih pa 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo v notranjosti Slovenije zapihal jugovzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Šibkimi severovzhodnimi vetrovi doteka k nam topel in zelo suh zrak. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od -2 do -1, dnevne pa okoli 18 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Opozarjamo, v večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 0 do 1, čez dan pa od 18 do 21. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.